Dober večer. Danes je moja tema ljubezen do sebe. Zakaj sem to temo danes izbrala? Zato, ker se o tem premalo govori. In ker se premalo govori, so ljudje žalostni, depresivni, delajo stvari, ki jih ne osrečujejo. In tudi se ne počutijo ljubljene. Kako se bojo pa počutili ljubljene, če niti sami sebe ne cenijo, ne spoštujejo, če se nimajo preprosto radi? Če ne znajo reči ne vsem tistim stvarem, odlokom, nasvetom, ki so za njega škodljivi, nekoristni, ki mu ne prinašajo sreče, niti ne notranjega miru. Ja, ljubezen do sebe. Osebno sem premalo imela ljubezni do sebe. Res premalo. Delala sem tako, kot so starši hoteli, kot je hotela šola, kot so hoteli uslužbenci, sodelavci, šefi, kot so pričakovali od mene tudi partnerji in otroci. In vedno je zmanjkalo ljubezni do mene. Ker sem bila naučena, da moram dajati ljubezen. Le kako naj jo dam, če jo pa nimam, niti do sebe. Ker potem je to nekako tako, kot nimaš kruha, greš v trgovino, plačaš nekaj evrov in dobiš za tiste evre kruh. Ampak z denarjem se ne da kupiti ljubezni. Najmanj pa ljubezni do sebe. Nekaj zadnjih dni sem bila res iskrena do sebe. In morala sem se iskreno vprašati, kaj je tisto, kar mene usrečuje, kar me navdihuje, kar me resnično dela živo in tudi srečno. In ugotovila sem, da sem prevelikokrat bila mačeha do same sebe. Dobesedno nespoštljiva. Nisem poslušala svojih želja in tudi nisem poskrbela, da bi se moje potrebe uresničile, zadovoljile. Ko je bilo konec meseca, sem bila vesela, da sem imela dovolj denarja za družinske stroške. Tudi za stroške darovanja organizacijam, ki delajo dobro, za bližnje. In ugotovila sem, da ni bilo nikoli tistega denarja za mene osebno, za moje želje, za moje potrebe. In ta resnica me je presenetila. Ja, srečna sem, ko usrečujem druge ljudi. Vprašanje pa je, če usrečujem sebe. Če delam tisto, kar je res nekaj, kar meni izvabi pravi nasmeh na obraz,
in ko meni zaigra moje srce. Priznam, par dni nazaj sem imela eno zanimivo situacijo in morala sem se odločiti, ali. In ko sem bila res iskrena, resnično iskrena, sem se odločila za situacijo, za katero se ne bi odločila še en teden nazaj. In ko sem se res odločila za tisto, kar sem se jaz želela, sem se začela smejati, bila sem srečna, čutila sem mravljince po celem telesu in enostavno sem bila srečna, ker sem ugotovila, kaj si jaz želim. In sem se tudi odločila, da bom to storila. In odločila sem se, da bom vsaj 10% časa v svojem življenju namenila, da bom sebe usrečevala. Zato 10% ni tako veliko. To je 2 ure 40 minut na dan ali en dan v tednu. Vprašajmo se vsi, ali usrečujemo sebe, da smo res srečni, da lahko s to srečo pozitivno vplivamo na svoje bližnje. Ker če smo žalostni, ta žalost negativno vpliva na naše bližnje, celo na živali, na rastline, na okolje, v katerem živimo. In zato je samo srečen človek, ki je res iskreno srečen, v velik blagoslov, ne samo sebi, ampak tudi vsem svojim bližnjim. Zato v teh dnevih, ki prihajajo, praznični dnevi, prav vsem nam želim, da bi vsaj 10% svojega časa in denarja porabili, da bomo sebe usrečili, da bomo sebe cenili, da bomo sebe imeli radi in da bomo s to srečo usrečevali tudi svoje bližnje. In želim vam in sebi, da bi to resnično tudi v praksi izvajali. Hvala lepa za vašo pozornost.